Spolnost je sproščanje, je relaks, je, kaj so že rekle od začetka, reset. Reset, ja. In če doživiš recimo enkrat na dan ta reset, veliko lažje boš ohranjal neko dobro voljo, sproščenost, tako, kot pa če doživiš tak reset enkrat na, 5 let. Kaj nam bo orodje, če orodja ne znamo uporabljati, ne? In tudi v pogovoru z ženskami, ravno pred kratkim sem na Instagramu odprla to temo, so ženske veliko večkrat rekle, da so jim bili boljši ljubimci tisti, ki imajo povprečno ali pa podpovprečno velik penis, ravno zaradi tega, ker so bili odzivni, znali so jo poslušati, opazovati in se ji posvetiti. Eva, dobrodošla na Koroškem. Anja, hvala za vabilo v tak čudovit ambient. Se je splačal prevoz po Sloveniji, ne? Eva, ti si psihoterapeutka, strokovnjakinja za področje odnosov in intime. Tako da danes tale tema je tvoja ljuba. Zelo, ja. Zakaj to rada predavaš, razlagaš o spolnosti? Saj ne vem zakaj. Očitno je to del mene, nekje, zanima me in pol to kar živi čez mene. Tako da... V svoji psihoterapevtski praksi 10 let že delaš? Na tem že več. A je še vedno spolnost tabu? Kaj opažaš pri klientih? Mislim, eni pridejo prav s to temo, prav z nekim izzivom na področju spolnosti, ampak ja, je pa še zmeraj izziv govoriti o tem. Mogoče je pri meni lažje, ker govorimo bolj o tem odnosnem vidiku spolnosti, se ne spuščamo na konkretno področje, ali pa zdaj položaje, ali kaj se dogaja. Govorimo pa o izzivih, ki jih imajo na področju spolnosti in kako odnos vpliva na spolnost. Je pa prednost spregovorita, recimo par o njunem problemu, se vidi, da je veliko enega sramu pride, pa nekih zadržkov, iščeta načine, kako začeti ta pogovor. Ampak mislim, da večina polka spregovorijo o tem, da imajo pozitivne izkušnje. Pa deva kar tukaj zdaj nadaljevati, kar si že omenila, ne? Ali je, se pravi, dober odnos oziroma dobra spolnost je enako dober odnos, ali to ne drži? Ne bi toliko poenostavila, pa enačila, čeprav ja, seveda, če je dober odnos, je tudi veliko lažje imeti dobro spolnost. Ampak spolnost je živa stvar in toliko enih stvari vpliva na spolnost, od tega, da imaš slab dan v službi, do tega, da si po porodu pa mogoče, manj zadovoljen s svojim telesom, ali pa se zrediš, ali pa pod stresom zaradi ne vem česa, ali pa si dobre volje zaradi nečesa, te nekaj razveseli in gremo v spolni odnos vsakič z drugimi občutki, ne z istim telesom, ampak z drugačno naravnanostjo. Tako da veliko enih stvari vpliva na spolnost in bi bilo malo krivično, če bi rekli, da sam dober partnerski odnos ima lahko dobro spolnost. Ali spolnostjo preverjamo, si ti še moja, sem jaz še tvoj? Ja, sploh moški, njim zelo veliko pomeni ta stik, ki ga preko spolnosti dobijo. To je skoraj tako kot, mislim, sej ne moram čisto enačiti, ampak vseeno ženske rade vemo, a me ti razumeš, a me ti slišiš, kad jaz nekaj povem, a je to dejansko prišlo do tebe, ali je to šlo samim, ja. Tako pa je tudi na področju spolnosti, sploh za moške, a te tam čutim, a se mi predaš, a sem jaz lahko poskrbel zate. Za njih to je ena potrditev, ta ženska je še moja, še mi je na voljo. Orgazmi. Greva zdaj čisto konkretno. Zdaj ponavadi so to, bi rekla, še kar malo tabu teme, ne? V resnici
me ne zanima, ampak me zanima. Ne? Orgazmi lahko rečemo, večkrat sem že kaj brala na to temo, a lahko rečemo, da so orgazmi za človeka zdravilni? Ja, zdaj, mislim, spet samo orgazem, valjda sprosti telo, oziroma moraš že prej sprostiti telo, če želiš pa, da pride do orgazma. In že sama ta sproščenost bi lahko rekli, da je en reset za telo. In to je to, kar je zdravilno za nas. Se pravi, reset telesa. Okay. Meni se je enkrat zgodilo, da sem potem, ko sem doživela orgazem, zajokala. Takrat si nikakor nisem znala razložiti, kaj se je v bistvu v mojem telesu zgodilo, ampak res sem pa začutila v telesu, da je šla neka sila, kot da se je ena sila pomikala, recimo, ne, iz trebuha. Ja, iz trebuha navzgor. In potem je prišel jok, ampak ne jok v smislu žalosti, ampak res kot nekega očiščenja. Tako sem jaz bolj to razumela. Kako bi ti, recimo, to strokovno lahko mi razložila? Zdaj, pri orgazmu se telo res tako zelo sprosti, da grejo tudi naši obrambni mehanizmi se do neke mere sprostijo in pridejo stvari ven, ki jih drugače čuvamo ali pa ki imamo drugače stražo gor. In je to v bistvu dosti normalno, da se po spolnem odnosu oziroma po orgazmu sprostijo iz telesa ven tiste stvari, ki so nekje ujete. In mislim, v bistvu bi po vsakem orgazmu lahko prišlo do enega tazga sproščanja. Sploh ženske imamo v tem predelu trebuha zelo velikokrat, tle nosimo stres, nosimo napetost noter. In če je, ali pa tudi recimo v bokih, če je zdaj neko telo zelo travmirano, zelo veliko travme se v ta predel tlele naloži, prav v mišice noter, v medenično dno in pri orgazmu je pa pomembno, ali pa že za celo spolnost, je pomembno, da zmoramo ta predel sprostiti, da ga sploh zmoramo začutiti. In ko se začnejo sproščati mišice tle v tem delu, se pravzaprav sproščajo tudi vse stvari, ki so v teh mišicah noter naložene. Ujeta čustva, ne? Ujeta čustva, točno to. Sej nisem samo jokala, sem se tudi že zelo na glas smejala, ne, recimo. Recimo. Ja, zelo tudi gnus pride ven, recimo, ne, tak malo težji občutek, ampak pa ne gnus zaradi spolnega odnosa, ampak spet zaradi vsega, kar je naloženo noter, ne, verjetno neki prejšnje izkušnje ali tako. In to je tako kot telo, samo kot popotresni sunek, ne. Zdaj, ko se je sprostilo ta tok napetosti, se pol pride še, tako izvalovi ven še nek občutek. V bistvu je res spolnost, jaz bi rekla, pa verjamem, da ne pretiravam, res najbolj ranljiv del nas. Je res to? Spolnost, v bistvu se sploh ne zavedamo, da tam smo z vsem, kar mi smo. In da ne samo telesno, da smo ponavadi goli, ampak da ne moramo skriti na tem področju nobenega čustva, nobene pretekle izkušnje. Zdaj, mogoče ena taka, bom dala primer, ki je najbolj izrazit. Če si doživel spolno zlorabo, lahko 20-30 let nazaj, ampak pri vsaki spolnosti bo zraven ta spolna zloraba. In isto vse ostale izkušnje, ker mi se ne zavedamo, da naše telo, eno so možgani, ki doživljajo stvari in jih memoriramo preko možganov, drugo je pa naše fizično telo, ki si v vsako mišico, to, kar sem prej razlagala, vsaka celica nosi svoj spomin, kar se nam dogaja in kar doživljamo vsak dan sprot. In z vsem tem gremo mi v spolnost. In velikokrat zašteka spolnost ali pa se zašteka spolnost zaradi tega, ker so neizgovorjene stvari. In tam se pa čutijo, ne moramo se delati, da jih ni. Čutiš, da ta moški recimo ni več samo tvoj. Pa ne veš, pa ne znaš ubesediti, ampak je tam. Občutek je, ne? Občutek je. Potem recimo, če povezujemo spolnost z ranljivostjo, pa velikokrat smo že tudi kaj slišali o tem, da
ene ženske pa nikoli ne doživijo orgazma. Ne? A je potem to povezano s tem, da ne želijo ali pa da jih je strah pokazati najbolj ranljiv del sebe in zaradi tega ne pride do orgazma? Ja, čisto sigurno je to en vidik tega, ja, zakaj ženska težko ali pa ima težavo s tem. Velikokrat je tudi ta nagnjenost, da je treba za drugega poskrbeti ali pa en pritisk, da nekdo zdaj zame skrbi. To se spet odraža na področju spolnosti, ampak je stvar naših odnosov. Ali si jaz dovolim v odnosu, da nekdo poskrbi zame, ali sem zmeraj jaz tista, ki skrbi za druge. Ali si dovolim dotikov, ali si dovolim, da nekdo, recimo to moje telo, v katerem jaz uživam ali pa ne uživam, zdaj nekdo ljubi, ljubkuje, boža. A jaz zmoram ob tem sprostiti telo, ker za orgazem je potrebno sprostiti telo, ali je cel moj telo zakrčen nekje noter, ker se me je nekdo dotaknil. Tudi če ga imam rada, ampak se me je dotaknil nekje, kjer mogoče jaz ne maram ali pa ne zmorem sprejemati sebe, svojega telesa. Pa mogoče še tudi ta del spet neke naših otroških, družinskih dram, ki jih nosimo s sabo. Če ni pripadnosti, postanemo zelo, sploh ženske, samozadostne. In ta samozadostnost se zelo odraža tudi na področju spolnosti. Ker spolnost je pa, damo telo, da je za nas poskrbljeno. In če sem jaz navajena sama zase skrbeti, kako bom dala to telo nekomu zares predala? Sej smo že tam ali pa že leži telo v postelji, ampak če se ne predamo z vsem, s tem telesom v celoti, potem zelo težko pride do orgazma. Se pravi, da v bistvu da se bo slišalo mogoče malo skrajno ali pa smešno komu. Se pravi, da to, kako smo bili mi vzgojeni, se pravi, da v bistvu starši naši vplivajo na to, kako mi doživljamo orgazme. Sem rekla, da se bo slišalo skrajno, ampak je vzgoja, oziroma občutki v telesu zapisani ali kako. Ja, prav to, kako nas v bistvu že ob rojstvu, kot dojenčka, držijo v naročju. A je to naročje, a dobi naše telo izkušnjo, to naročje je varno. Jaz sem lahko v tem naročju sproščena, videna. Mislim, mi tega razumsko ne vemo, ampak naše telo pa čuti, ali je treba biti malo v krču, a nas mama pestva tako, vsa napeta in gremo na živce, ker mora za nas skrbeti. Zelo hitro dobimo informacijo, da smo mi z našimi potrebami naporni, recimo. In to se bo odražalo tudi sigurno spet na področju spolnosti. Ne, če se bo to zgodilo enkrat, če je imela en slab dan mama, ampak če, ne vem, prva 3 leta recimo, ali pa prvih 7 let, zmeri neka nestrpnost ob naših potrebah, seveda se bo to poznalo pri orgazmih in v postelji, pri spolnosti. Recimo na kak način, kaj spremlja, kakšni občutki pol to spremljajo, da nisem dovolj oziroma da ne smem izražati svojih potreb, recimo? Da sploh ne upaš izražati. In tudi imam recimo v praksi kakšne take primere, kar rečejo ženske, pa se bo verjetno še kjera lahko poistovetila s tem, nastaviš knjigo partnerju, kako zadovoljiti žensko in kako za njo poskrbeti, zato da bi ja kaj prebral in da bi ja kaj vedel, ampak mu pa ne zmore tega povedati, recimo. Nastaviš knjigo, se pravi eno tako subtilno sporočilo, čeprav že ni več subtilno. Kar konkretno, ampak nisem zadovoljna v tej najni spolnosti, manjka mi nekaj, pogrešam nekaj, potrebujem druge stvari. Tudi če prebere knjigo, kaj od tega je zdaj tisto, kar ti pogrešaš, kar bi si želela več od svojega partnerja. Koliko je zahtevno to izraziti. A ne moreš biti sam zadovoljna s to spolnostjo, ki jo imava. Ali pa jaz tako uživam, kaj bi zdaj ti rada drugače. Jaz bi rada bila naslovljena tudi v tej spolnosti. Jaz bi rada tudi čutila, da so moje potrebe slišane, izpolnjene, zadovoljene. Koliko je pa v bistvu sploh te iskrenosti po tvojih izkušnjah, se pravi več kot 10 let, že praviš, da delaš na tem področju,
Koliko so partnerji med sabo sploh iskreni? Se pravi, govorimo na splošno, sploh pri spolnosti, ker se mi zdi, da se še posebej zatika. Ne? Si upajo sploh povedati neke želje drugemu, najbolj skrite? Zdaj tako, jaz moramo tudi vedeti, jaz delam s pari, ki imajo neke izzive, tako da jaz ne bi dajala res neke splošne slike tle. Ampak pri mojih parih, pri teh, mislim, ki prijajo na terapijo, bi rekla, ne da si ne povejo, eni so zelo iskreni en z drugim, ampak niti ne vejo. To je še večji problem, da niti oni ne vejo, da niso v prvi vrsti sami sabo iskreni, da se ne čutijo in v bistvu pa tudi tega ne zmorejo niti povedati partnerju ali pa govorijo o tem, dokler sebe zaznavajo. In velikokrat šele na terapiji spoznajo, se res to doživljam, se res to pogrešam. Saj sem res večkrat pač nezahtevna na področju spolnosti, samo zato, ker je on to hitro užaljen, če mu karkoli rečem. Pa se je v redu. Ali z orgazmom potrošimo energijo, ali jo dobimo? Zdaj, večkrat sem že slišala kakšno zgodbo, da mogoče pa, sploh pri moških, recimo za moškega zdaj govorim, raje ne bom doživel orgazma že zjutraj, ker bom potem tekom dneva utrujen ali ga pa sploh ne bom. A lahko to pokomentiraš znanstveno? Znanstveno, ja. Recimo, komentarji stroke. Veš kako, mislim, vzhodnjaška tantra recimo zelo uči to, da moški po orgazmu zgubi energijo in da naj zadržuje orgazme in da naj jih ne doživi, zato da zadržuje življenjsko energijo. Jaz se s tem ne bi čisto strinjala. Jaz mislim, da pri orgazmu pride do sproščenosti, posledično tudi se lažje zaspiš, če si sproščena. Zdaj, če je celo telo napeto, potem ta sproščenost, ki pride, deluje lahko kot upad energije, ampak ni nujno to upad energije, lahko je samo taka sproščenost, zdaj potem lažje začutiti utrujenost, ki jo drugače ne čutiš, ker si skozi nahajpan. In se mi zdi, da je v bistvu to tako kot odnosi. Če grem, ne vem, z eno dobro prijateljico na kavo, me lahko ta odnos napolni. Če pa govorim mogoče z nekom, ne vem kaj, mi pa ta odnos ni blizu, me pa lahko ta odnos totalno izprazni. In je lahko samo 3 minute dolg nek pogovor, s prijateljico sva lahko 3 ure skupaj, pa me bo ta odnos napolnil, ta drug pa izprazno. Tako da je spet odvisno, na kakšen način doživljamo te orgazme, s kom jih doživljamo. A je to nekaj, kar je sam umirjanje telesa, zaradi tega, ker sem cel dan, ne vem, napeta in pol zvečer pogledam pornografijo, zaradi tega, da spraznim telo, da se umirim, da lažje zaspim, ali je to neko povezovanje dveh teles, dveh duš, dajmo pretiravati, ampak res, da je to neka spolnost, ki se srečata dve srci, pa zelo težko, da bo ta orgazem izčrpaval, ampak te dejansko napolni, ker je doživetje, ker je občutek, ker je užitek, ker je veliko več. Se pravi, da je v bistvu zelo pomembno, zdaj bom pa za žensko recimo primer dala, je zelo pomembno, koga spustimo vase, ker gre kaj za energijsko izmenjavo tudi pri spolnosti, orgazmih. Ja, itak, mislim, pa tudi po spolnosti, mogoče kakšna ženska že ima to izkušnjo, da recimo sploh za kakšne avanture ali pa nekaj, kako se ženska lahko po avanturi počuti izpraznjeno. Se počutiš osamljeno. Ali pa sploh ni nujno avantura, lahko je z možem to odnos, pa je, ne vem, prišlo do neke hitre spolnosti, pa je takoj po spolnosti šibal vsak na svoj konc naprej nekaj delati. In kar nekaj manjka. In prije en občutek lahko spet, to ni bilo to. Pa je lahko in orgazem, pa je lahko čisto lepo srečanje, pa je lahko mož, veš, da ni bilo namen, da bi ta spolnost bila z namenom izkoristiti človeka.
občutki pa pridejo, ja. Predvsem pri starševstvu, ne, recimo se mi zdi, jaz sem včasih menila, da ni šans, da se grem kdaj, oziroma da si napišem urnik za spolnost, ne, za seks. Ampak mogoče pa niti ni to tako slaba ideja. Kaj bi rekla, da če imaš urnik za spolnost, za spolne užitke, lahko to ubije to strast ali ne? Mislim, jaz sem pristaš urnika, a ne? Ampak ja, marsikdo mi reče, da se pol ubije spontanost in ni več tistega lulenja in tistega adrenalina, kdaj bo, a ne, kdaj bo to uspel. Ampak je zelo odvisno spet, kaj lovimo iz to spolnostjo, a ne? A je to res orgazem? Ali si dovolimo uživati v spolnosti. To sta tako dve zelo sorodni temi, ki mislim, da imamo v Sloveniji kar velik problem s tem, kako uživati, a znamo uživati, kaj pomeni uživati, tudi izven spolnosti govorim. In tudi spolnost, ne vem, kdo dojema, ali pa koliko zmoremo, sploh Slovenci, dojemati kot užitek. A je samo čim prej do orgazma, ker je pol to smatrano kot užitek, ali je celotna spolnost lahko užitek. In če imamo na urniku nek odmerjen čas, določen čas, potem se lahko tudi pripravimo na to, ne? Lahko takrat že razmišljamo, kaj bomo takrat si želimo občutiti, kaj si želimo drugmu narediti ali pa na kakšen način se želimo srečati. Če je dogovorjen čas, bomo takrat imeli verjetno, poskrbiš za varstvo otrok, pripraviš prostor, sčistiš misli, a ne, da ne razmišljaš vmes, ne vem, o trgovini, o ne vem čem. Ampak da dejansko je to posvečen čas samo za spolnost. Ja. In veš, koliko časa bo trajal in ne rabiš biti v skrbeh, da bo nekdo vletel noter. Tako, ima svoje pluse, ne, tudi ta dogovorjena spolnost oziroma imeti spolnost na urniku, pa to ne izključuje tega, da še zmeraj imate lahko kdaj spontano, če zapaše to. Dajmo se mogoče zdaj dotakniti malo te aktualne recimo, tematike ali pa mogoče zdaj v tem času, proti koncu zime, smo o tem malo bolj javno govorili. Ne? Naj bi bile svingerske zabave v Sloveniji kar pogoste in tudi precej slovenskih parov, seveda tudi parov iz tujine, naj bi se teh svingerskih zabav udeleževalo. Kako ti vse skupaj komentiraš? Se ti zdi, da so tovrstne zabave lahko popestritev, dobra popestritev recimo nekega dlje časa trajajočega odnosa ali ne? Kaj praviš? Tako jaz ne bi rada bila konzervativna in načeloma to podpiram, ampak žal v praksi se izkaže, da je zmeri vsaj eden tisti, ki se, ne vem, ki doživi nekaj, kar v partnerju ni in je potem partner ljubosumen in si želi več tega in pol tega ne moreš več dati. Pride do enih takih, do strahov, do ljubosumja, ne, kar je za zdravo, kvalitetno partnerstvo v bistvu bolj škodljivo, no, kot pa, da bi rekla, da je to zdaj nekaj, kar pripomore k dobremu partnerstvu. In tudi mislim, se tle sva lahko tudi na področju, ne vem, spolnih igračk, super, če si želiš tako popestriti, ampak v resnici, če je ta spolnost res doživeta na način, da je užitek že to, kako imaš senzitivno telo, kako se odzove tvoje telo, ko se ga dotakneš, a ne, sam sebe recimo. Lahko že v samo dotiku uživaš in če znaš to podeliti s partnerjem, v resnici sploh ne rabiš igrač, ker je že sama ta spolnost vsakič znova novo doživetje. In jaz mislim, da ta ideja iskanja dodatnih igračk, dodatnih, ne vem, partijev, swingerskih, ne vem kaj, je pravzaprav želja razbiti neko rutino, popestriti neko spolnost, ki že začne ratvati dolgočasna. In velikrat pari potem ne dobijo tega, kar v resnici iščejo, ker se na napačen način v bistvu tega lotevajo, da probaš z nekimi zunanjimi stvarmi
doseči to, da boš zdaj bolj čutil, da tvoje telo, da je bolj odzivno, da tvoje telo bolj čuti, začnemo navznoter, začnemo s sabo. Kaj v bistvu pol v resnici manjka recimo tem ljudem, ki si tako noro želijo iti na neke take zabave? Ne? Gre za globlje razumevanje, tako kot si rekla, mogoče kaj, človeške psihe, se pravi, gre za nek občutek pomanjkanja česa, recimo. Večinoma je želja po popestritvi, preveč je že rutine, dolg čas je že med nama, saj te imam rad ali pa te imam rada, ampak jaz bi reče nekaj ali pa rada nekaj novega doživela, ampak da vam midva začeti odkrivati nekaj novega. Odkje je ta ideja, da se midva že toliko poznava, tudi če sva ne vem koliko časa skupaj, da midva eno ob drugem ne morava odkriti ničesar več novega. Da raba tretjo osebo, ali pa ne četrto, peto, zaradi tega, da doživiva midva nekaj novega. To je tako, kot bi svoje telo zavrgala, da jaz sama v sebi ne moram več doživeti ničesar novega. Rabam nekam mit, neki ne vem kaj, ne vem kjera igrače, telefone, ne vem, zunanje stvari, zato da jaz doživim nekaj novega. Ne, če se s to obrnem noter, je danes nov dan, ga danes čutim na čist nov način, ker ga še današnjega dneva ni bilo. In kako je to meni danes čutiti, doživljati znotraj mojega telesa, je čist nova izkušnja, kot pa je bilo včerajšnji dan. Se pravi, začne se pri nas samih. Pol se lahko tukaj dotakneva samozadovoljevanja. Tudi to se mi zdi, da zna biti še kar tabu tema. Se pravi, začne se pri nas samih. Ali nam lahko to, da se samozadovoljujemo, pripomore k temu, da tudi bolj uživamo potem v spolnosti, če znamo raziskovati sebe, se čutiti? Bi rekla, da je tako. Ja, mislim, sigurno, lažje, če ti veš, kaj ti paše, kaj rabiš, to veliko lažje seveda tudi izraziš. In če tega ne veš, mislim, nekje moraš začeti odkrivati. Zdaj odkrivaš zmeri vse ob partnerju, lahko tudi, lahko kdaj tudi sama odkrivaš, zakaj ne, seveda. Je pa sigurno lažje, da bolj, ko se poznamo, pa tudi spet, jaz bi rekla, da se učimo sebe poslušati, ker zdaj, če mi je danes nekaj pasal, ni nujno, da mi bo tudi jutri in ni nujno, da mi bo tudi ob partnerju. V bistvu spolnost je čisto vsakič znova nova izkušnja in jo vsakič znova moramo odkrivati. Je pa res, da tudi obstaja recimo po eni teoriji 5 različnih stopenj spolnosti in ta čista prva je res čist mehanski vidik, se pravi, imam potrebo in rabim orgazem. To je tako, kot sem lačen in rabim nekaj pojesti, da to čist fizično potrebo zadovoljim. Čista peta stopnja spolnosti, recimo, je pa to transformativno doživetje, duhovna spolnost, ki rečejo, ne vem, že sam z očmi seksam. Mislim, pa ne nujno, lahko je tudi penetracija in vse, ampak hočem to reči, da je zraven vključeno celotno telo, doživljanje, energija, duhovnost, kdo sem jaz kot duhovno bitje, ki že mene presega ta energija, kaj šele, če se dve energiji v temu združita. In večina ljudi je na prvi ali pa tam drugi stopni, zelo ta mehanski vidik spolnosti. Zdaj pa bolj, ko si dovolimo raziskovati, kaj vse je v spolnosti možno, na kakšne načine je možno doživljati, je pa pol to stvar, ki jo sam dograjujemo lahko. Zdaj, ko si omenila 5 stopenj, recimo, spolnosti, tukaj lahko mogoče podelim eno svojo izkušnjo, da se je meni tudi zgodilo že, da sem doživela nek tak občutek med meditacijo, kot da spet se je zgodil ta dvig energije, je seveda takrat 10 let nazaj nisem imela pojma, kaj se sploh dogaja v mojemu telesu in sem se malo prestrašila, ker mi ti občutki niso bili poznani. Na srečo sem imela okrog sebe ljudi, terapevte, ki so mi potem razložili, da je šlo za energijski orgazem. A lahko potem rečemo, da so ti recimo energijski orgazmi potem kaj, 4., 3., 4., 5. stopnja, ne vem, da si znam sploh umestiti recimo nekje, 4., 5., ja. 4., 5. Se pravi, da gre v bistvu za neko transformacijo, kaj nekih tudi čustev lahko, oziroma... Itak. Mislim, se pa prijemo do tega, spolnost je res življenjska sila, energija, tam se življenje začne. In zdaj čisto odvisno, kako si,
ne vem, sem dala primerjavo s hrano, ne, sej tudi, kako jaz pojem to hrano ali pa jo pripravam, a je to sam, ja, lačna sem in zdaj dam prvo stvar v usta, ali si jaz tle lahko vzamem pa začutim, kako to hrano jem, kakšen okus ima, kaj doživljam ob tem, kjer je brbončice se, a ne, zdaj sicer grem v drugo skrajnost, ampak ja, kako doživljam to, kar doživljam. A je to spolnost, a je to hrana, a je to zrak, a je to karkoli. Zavrnitev spolnega odnosa, ne? Tle je tudi veliko polemik. Zdaj na prvo žogo bi rekli, da ko jaz zavrnem spolni odnos, je nekaj narobe z najnim odnosom nasploh, recimo. Ne? Ampak ti praviš drugače, ne. Da v bistvu si mi upamo, dovolimo zavrniti partnerja pri recimo spolnem odnosu takrat, ko smo dovolj povezani. Da si mu sploh upamo reči, ne, to se mi je zdaj tako fascinantno, da nam to malo razloži. Ja, jaz če rabim čuvati tega partnerja, da ne bo preveč užaljen, da ne bo preveč ranjen, da ne bo preveč jezen, da ne bo odšel, če bo prevečkrat razočaran, potem začnemo sebe prilagajati z namenom, da bomo ustrezali v temu partnerstvu in da bomo navidezno držali varnost, a ne v odnosu. Ampak ta prava varnost je, ka mene ni strah, da bo partner odšel, če bom jaz iskrena, če bom lahko povedala to, kar čutim, kar doživljam, da me danes, ne vem, strah spolnosti, da danes je ne želim, da me danes boli, da karkoli, ne, to je stvar odnosa, kjer morajo stvari priti v življenje, ker morajo obstajati. Ok, to je recimo bilo res nekaj tazga, ob čemer sem zastrigla z ušesi, ja, v resnici je res tako, ne. Se pravi, a se v odnosu počutim dovolj varno. Kaj pa v bistvu spolnost pove o nas samih, o našem notranjem stanju, ne? Mi tako bi na prvo rekli, ne, da si mi zaželimo partnerja, ko ga vidimo, ne vem, ko ima novo frizuro, ko ima mišice, ko nam je privlačen, ne. Ampak a je res tako, ali se v bistvu vse začne pri nas samih, v naših glavah? Joj, ta privlačnost je toliko noro dobra tema, no, zaradi tega, ker to je na terapijah zelo pogosto. Koliko je kdo komu privlačen, kaj s to privlačnostjo, a more biti, a je obvezna ali ni obvezna. Moški so itak zelo vizualni, a ne, in če mu ženska ni že vsaj na pogled privlačna, sploh ne bo pristopil. Medtem ko ženske pa doživljamo privlačnost, ja, ok, tudi vizualno, ampak ženske rabimo konstantno, se prižiga ogenj v nas, a ne, in če ne zna moški, tudi če mogoče je na videz majčkeno manj privlačen, ampak ne zna začutiti, ne zna dvigati, se ob njemu počutimo kot kraljice, kot naslovljene, slišane, razumljene ali še malo, da ne zna usvajati, a ne, bo to znal nas noter prebuditi en ogenj. In lahko je še toliko lep moški, na izgled, a ne, in če ne bo imel stika z nami, če ne bo znal vzpostaviti neke energije, nam ne bo privlačen, a ne. Saj si lep, ampak ne prižgeš, ne. Koliko je pa odvisno tudi od našega notranjega stanja, ne? Se pravi, koliko imamo sploh želje, recimo, ne, po spolnosti. Ker zdaj sva bile spet na zunanji strani, ne, od drugega je odvisno, ampak a je v resnici vse v naši glavi, vse odvisno od tega, kako mi smo v resnici? Ja, super si to dodala, ker je res. Ja, najprej se v nas noter začne, a smo sploh odprti za pogledati kogarkoli, a ne, ali smo v nekem, ne vem, življenjskem obdobju, ki nas vse skrbi in nas je strah in ne vemo, kako bomo sami sabo shendlali in še pomisliš, ne, na to, da bi kakšnega moškega pogledala ali da bi še v spolnosti razmišljala, a ne. In v bistvu se odnos, tudi spolni odnos res začne z nami. Malo sem že namigal na način, kako se jaz dotaknem sebe, koliko jaz sama zase si dovolim užitka, a ne. Tudi če si samski. A je zdaj pol spolnost brez veze ali pa samo zadovoljevanje, je to nekaj, kar dam čist na stran, pa ne vem, saj dokler ne pride partner,
ne rabim, sploh imeti tega, sploh ne rabim ukvarjati s spolnostjo, ali si dovoliš tudi vsem zase raziskovati ali pa sam sebe, ali pa samo zadovoljevati, zaradi tega, ker ti je pomembno to energijo doživljati, čutiti, ohranjati, prebujati. Kdo čuti večjo potrebo po spolnosti? Pregovorno moški, pa je to res? Ne. Ne. Sploh zdaj včasih se mi zdi, da so ženske tudi tiste, ki veliko več si upajo izraziti, no se ne vem, če več čutijo, ampak si upajo izraziti, povedati, kolikrat si želijo, kolikrat tudi pač ženske čutimo potrebo po spolnosti, po bližini, po predajanju, tako. In je pa res v partnerstvu zelo pomembna spet ta dinamika, odnos, kakšen je med njima. Ker če ni ta pravi odnos, če ne vem, se to vsi poznamo verjeten, če se zjutraj skregata ali pa če se lihkar skregata, pa sta imela na urniku spolnost recimo, je zelo težko preklopiti zdaj iz tega krega, iz tega konflikta ali pa imaš make-up seks, konflikt ali pa jeza, agresija ali pa spolnost, to so vse agresivne energije. In če jo znamo agresivno energijo na zdrav način izraziti in če jo izrazimo skozi spolnost, ja, super sigurno bomo uživali. Če pa jo izrazimo na nek način, ki ni funkcionalen, to agresijo, pol se pa večinoma imamo nek slab spomin na agresivne momente, kako je nekdo, ali ne vem, so starši neki razbijali ali bili jezni, ali še boh ne daj so udarali, ali pa nekam boksneš v tej agresivni energiji, ampak to je energija, ki ni pravilno skanalizirana ali pa na ta prav način izražena. Se pravi, da če bom jezna, namesto da se grem dret v avto ali pa v gozd, boš da seksam. Jaz mislim, da je to oba zadovoljna. Ali lahko odnosi, ki temeljijo zgolj na privlačnosti, to tudi večkrat poslušamo, taki odnosi ne preživijo, če je samo spolna privlačnost, da se pa iz tega potem ne more razviti ljubezen. Kako je pa s tem? Mislim, zdaj, če je samo privlačnost, velikrat trpi potem, posameznik, ker niso ostale njegove potrebe srečane. In zdaj, če sta samo, ne vem, prijatelja za seks, pol verjeten, bo to nekaj časa šlo, če nimata potrebe po nekem bolj bližnjem odnosu ali pa odnosu, ki bi bil ekskluziven. Ampak če pa za partnerski odnos, pa vsi vemo, da je še par drugih potreb, ki morajo biti srečane, če hočemo zares uživati v takem odnosu. Mogoče še to sem hotela prej dodati, da vse, kar se v odnosu zgodi, vpliva tudi na spolnost in tudi ta privlačnost ali pa zavrnitev, da včasih čist telesno začutimo vzburjenost ali pa željo, ampak se v partnerju recimo ne počutimo varno, ali pa nas je razočaral, ali pa je že zadnje, ne vem, 3 vikende zapored pil in je že 3-krat obljubil, da bo bil pa ta vikend doma in so bili pol prijatelji bolj pomembni. Zdaj je pa ena nedelja, ki se je odločil biti doma in sta sama in zdaj bi pa on seksal. Za moškega je to čist možno, za njega nič nima občutka, da se je odnos zgubil, ampak ženska pa velikrat ne bo zmogla iti preko tega. In dokler ne boš razumel te njene jeze in te njene, ne vem, užaljenosti, da te 3 vikende ni bilo, bo zelo težko se toliko spet sprostila, da bo ta spolnost nekaj, kar bo oba napolnila. Mogoče bo spet zelo mehansko, velikrat žal slišam, res velikrat na terapijah je še to, malo potrpiš to, kdaj je mir v hiši. No, to večkrat slišimo, malo potrpiš. Koliko škode lahko ženski recimo to naredi? Mislim, ogromno, ampak se telo tako vidim, da se kar privadijo in da to sploh ne jemljajo več kot neko škodo ali pa kot neki, pač tako je. To je tisto, kar vsak teden zdržimo in se na to kar navadijo in to rata, sploh se ne ukvarjajo več s tem, kako jim je tiste, ne vem, pol ure ali kakorkoli traja zdržati. Tudi moški me preseneča, kakšni so zelo,
tako odzivni, tudi vidijo že med samo spolnostjo, da če ženska ne vem, kaj zastoka ali se drugače obrne ali nekaj, se ustavijo pa rečejo, ok, ne, tole pa ne gre, kaj se dogaja. Imaš pa kakšne, ki pač oni upravijo do konca, vidiš, da sploh ni odnosa, da sploh ni stika tam, in pol na koncu tudi ve, da se je s partnerko vmes kaj dogajalo, ali pa niti toliko ne čuti, da bi vedel, ona zdaj tle ni zares zato, ker si želi, ker sta se povezala, ampak je tle zato, ker pač ti rabiš. Ja. Se pravi, res ni tega stika, ne? Ne, ni stika. Pa je to res, ne? Kot praviš, da rečejo ženske, vse se telo navadi, pa se res? Itak, da ne. Mislim, se tle je spet neka zgodba v ozadju, kdaj je že to telo bilo tako razvrednoteno, da je bilo lažje potrpeti nekaj takšnega, kot pa zmagati oziroma se postaviti zase in imeti to mejo spoštovano. Kako da sploh je tak odnos tam, da je to kar sprejemljivo, da je to kar nekaj, kaj na neki točki rečeš, tako je, to je lažje. Kako pa v bistvu, če govorimo o takem odnosu, kjer recimo rečva, da je partner tisti, ki mu je pomembno samo, da on recimo doživi orgazem in se za žensko ne potrudi, seveda lahko obstaja tudi obratno, ali je to bolj redek primer? Ja, mislim, so tudi. Verjetno je kakšen, ampak ja, jih je manj. Ampak, če si ti recimo že dlje časa navajen na takšen način odnosa, kako narediti prvi korak v drugo smer, če se ženska odloči, ok, zdaj pa dovolj. Zdaj pa jaz želim tudi uživati v spolnosti, tudi želim, da se nekdo potrudi zame, da je zame poskrbljeno. Kako recimo nagovoriti partnerja, ki sploh ne razume, kaj mu želiš povedati, je sploh opcija, da se... Strah ga je, kaj zdaj to pomeni, če pride enkrat ženska do tega, kar si ti zdajle, tako odločno, samozavestno povedala, zdaj pa dosti, jaz bi tudi rada bila tlele na zemljevidu, tudi zame naj bo poskrbljeno, mislim, to je že 3/4 narejeno. To ga lahko še počge, ne? Ja, seveda, mislim, ali pa bi se takrat tudi on pol ustrašil, kaj zdaj tle na ženska, ki si upa zahtevati, jaz ni sploh lahko to dal, jaz sploh lahko tlele. Se mogoče ne da, oziroma ne poskusi, ker mogoče ga je strah, da ne zna niti zadovoljiti. Po eni strani lažje, da se o tem ne govori, ne pomeni, da je nujno ne začuti, lahko jo začuti, ampak noče o tem spregovoriti, ker če pa bo o tem spregovoril, pa treba nekaj drugače, pa povedala, kaj si ona želi in jaz pa sam tole znam ali pa o tem sem zadovoljen, kaj bo pol ta sprememba prinesla, dajmo se delati, da tega ne vidim, vse je v redu. Vse je v redu. Ampak ni zares v redu, to ni odnos, v katerem bi lahko bila zadovoljna in ok, pol probaš kompenzirati na ne vem katerih drugih področjih, veliko je tudi prevar je ogromen in je pol tam neka živost, ki jo vnesejo v svoje življenje, ampak to ne moramo govoriti o kvalitetnem partnerskem odnosu, in tle slej ka prej pol ali se razideta, začneta hrepeneti po nečem, kar je tam zunaj, ali pa prijeta na terapijo, pa se začne pol reševati, pa prebujati odnos na drugačen način. A je varanje, zdaj, ko si ravno omenila, tudi to področje, a je varanje že to, da med spolnim odnosom mislimo na nekoga drugega? Pa vseeno recimo doživimo orgazem, ampak ne zaradi našega partnerja, ampak zaradi misli na nekoga drugega. Mislim, če bomo rekli, da nikoli noben to ne pomisli, se mi zdi, da je to malo... Spet je odvisno, kaj, če jaz lahko to s partnerjem svoje fantazije tudi podelim. Lahko jaz povem, kaj sem si želela, a veš, da sem si celo predstavljala, da ne vem, tam je pa on, ki ima tako in tak, da bi me prijel in koliko je bilo to, zaradi tega sem se tebi še lažje predala. In sicer morata biti res oba dva odprta, da je toliko enega zaupanja, da znata ceniti to iskrenost. Potem lahko ta fantazija celo pomaga imeti boljši spolni odnos. Če pa mi to hranimo sam zase, pa bildamo neko domišljijo in tako, pa lahko pride res do, tako bi rekla, svojega varanja, ker se pol spet uniči ta odnos med nama, niti ne veš, kaj mene v resnici vzburja, kaj meni veliko pomeni, na koga jaz mislim,
In pa že rabim jaz to fantazijo in ne rabim več tebe, partnerja, da ti meni zdajle pržgeš ogenj, ker moj ogenj pržge ta ideja, ki jo jaz imam v glavi in je vsakič močnejša in vsakič večja in vpliva pa seveda tudi na stik med nama. Tako da, ja, do neke mere... Lahko rečemo, da gre, ne, za varanje, do neke mere. Ja. Pa s tem, da jaz podpiram, mislim tako, fantazije so zdrave in če kdaj na nekaj pomisliš ali pa ti nekaj pomaga tebe zakuriti in lahko to ob svojemu partnerju izraziš, je to dober. No, to sem te hotela vprašati, do katere mere fantazirati o nekih, ne bi se rada na preveč grd način izrazila, o nekih, situacijah, ki niso orgijah, recimo, v nekih scenarijih. Koliko je to zdravo? Oziroma, kaj to pove o človeku? Je zdravo, zato ker, to je tudi pove kaj o človeku, ampak veliko bolj zdravo je te fantazije si priznati in jih dati do življenja na tak način, da o njih govoriš, ker velikokrat se zgodi, da imaš neke fantazije, kako bi bilo to fajn, pa ne vem, si želiš tega, pa na ne vem kjerih mestih, pa na ne vem, tam bi bilo pa ful noro dober, pa to doživiš, pa velikokrat to ni tako noro dober, kakor si ti zamislil in je v bistvu boljše ene stvari ohraniti kot del, ali pa recimo swingerski party. V naši domišljiji je to lahko ful dober in nas lahko zelo kori in nam lahko zelo pomaga tudi pri spolnosti, ampak doživeti, ali pa zdaj se odločiti, zdaj greva pa midva na swingerski party, deva poiskati nekoga ali neko lokacijo ali neki, je pa čist druga odločitev. Prije pa lahko zraven to doživeti ali pa o tem razmišljati, sta dve popolnoma različni stvari. Čist drugi občutki tudi. Čist drugi občutki, seveda. Čist drugi občutki. Kaj pa v bistvu, zdaj se mi je porodilo še vprašanje, greš na swingerski party in ful uživaš v tem, da te nekdo gleda, ko ti seksaš. Zakaj gre v ozadju? Kaj te tukaj pržiga, recimo, kjeri občutki so, Ja, spet je neka, več je spet možnosti, pa neka verjeten... nam rekla zdaj zloraba, ampak neke sigurno dinamike iz primarne družine. Ampak to, da uživaš, da te nekdo gleda, je sploh za moške neka potrditev spet, neka moč, glej, koliko sem jaz car, poglej, kako jaz to zmorem narediti in še nekdo me gleda in nekdo v tem uživa, kako si jaz dovolim za eno žensko poskrbeti. In čist, če posplošiva, recimo verjeten je nek manjko te potrditve, nek manjko nekih pohval, nekega občutka, da ti si močen, da ti si pomemben. Kaj pa pri ženski, recimo, da si dovoli, če smo prej govorili o tem, da je recimo ženska lahko ne doživi orgazma, ker jo je strah pokazati svojo ranljivost, tam se pa razgali in pokaže svetu. To je pa spet drug pol, Ja, mislim, zelo velikrat le so v ozadju vse zlorabe, ker če nimaš tega občutka malo enega sramu ali pa nekega zdravega sramu, da je to nekaj svetega, da je to nekaj tvojega, da je to nekaj, mislim, tam si ti v celoti, in če si to pripravljen takole pokazati celemu svetu, pomeni, da nimaš nekih zdravih razmejitev, da je nekdo te razmejitve že podaril in če je nekdo podaril te tvoje razmejitve, meje, ki si jih postavil, govorimo o zlorabi. Se pravi, da je, fajn je, da se pustiš razgaliti partnerju, oziroma zdaj govorimo in posredno in neposredno, ampak zdrava meja sramu je pa tudi pri spolnosti pomembna in zaželjena. Seveda, in z vsemi občutki smo mi v spolnosti in to je toliko pomembno, nas je sram, ne vem, se pravim, vidi en del našega telesa partner ali pa prvič, ko gre, ali pa tudi ta stotič, ko, ne vem, si malo bolj zmatran, pa zgubam, pa imaš 5 kil preveč, pa ne vem kaj, pa imaš kosmate noge, pa imaš en kup dejavnikov, ki čez cel življenje vplivajo na nas in vsakič znova malo tvegamo, ko gremo v spolnost. Tudi, če smo s partnerjem že cel življenje skupaj. Sploh pa tudi starost. No, to sem hotela reči. A poželenje upada s starostjo?
Zdaj, na zadnje, kar sem brala, je celo tako, da pri ženskah, da je tam pri 50 letih moškim začne upadati, ženskam pa naraščati. Ja. Če se malo pohecam, se pravi ženska, kaj, potem pri 50-ih, če je kakšna samska, da ne bomo mogli rekli, da je treba iti na razen, hecam se. Se pravi, ja, kaj potem, velike ženske, ki pri 50-ih imajo 30-letnike, recimo, ne? Ja, celo. Zato, ker je kaj, sta po spolni slika tam v bistvu poravnana, če ženski začne naraščati? Mislim, sej ženska ima tudi to obdobje menopauze, tako da tam tudi majčken, mislim, je hormonski upad, tako da je odvisno spet od ženske do ženske. Ampak mislim, da bolj v te, ki so v odnosih, da se malo osvobodijo tudi vseh teh bremen, pa tega, kar je treba, pa otroci odrastejo, pa grejo doma in se ženska naenkrat začne prebujati in si želi spet malo več doživeti, malo več sebe čutiti na drugačen način, se spoznavaš in bi tudi te zanima partner. Kdo je zdaj ta moški, ki je tle zraven mene že toliko časa? Ja, spet imaš več časa, ne? Spet imaš več časa, točno to. In tudi eno novo zanimanje pride, in pri ženskah je velikokrat tako, da mene spet zanima, kdo je to, s kom sem jaz skupaj. Moški so pa velikokrat tako, da so pa bolj nekako se začnejo zapirati v smislu, ok, saj zdaj, to je to. Ja. Velikokrat tako, to se zgodi, da se sploh čez celo obdobje partnerstva ali pa življenja, da se ta želja po spolnosti razlikuje. Nekdo bi zdaj več, nekdo bi kasneje več. Kako se polo lovimo? Vmes se malo srečamo. Včasih tudi se zgodi, zdaj, če si v nekem ljubečem odnosu, ne vem, malo prej popustiš, pa rečeš, ok, pa dajva danes, pa te potem že sam... Te potegne, ne? Te potegne spolnost noter, pa rečeš, v bistvu se je tudi meni danes pasala, ne? Tako da to, da kdaj malo, mislim, potrpiš, jaz tega ne bi rada spodbujala, prej kontra, ustavljala, ampak kdaj v partnerstvu se tudi srečamo na način, da pridemo nasprot, če ima partner željo, pa gremo raziskovati, ok, daj da vijem, amen, ki paše danes, do kje mi paše. To je res, to imam tudi jaz tako izkušnjo, da tudi po napornih dnevih, ok, ne vedno, ampak ne a priori reči ne, ker lahko pa se zgodi iz nekega potem večera, ki ga nisi ravno namenil, urniku za seks, recimo, potem res čisten super večer. Je lahko čisto lušna izkušnja in ugotoviš, pa se mi je res, se sem prav uživala, se mi je pasala tudi mena. Ampak to je spet mora biti odnos tak, da to dopušča, da ne bo, ne vem, na sred spolnosti rečeš, ok, ne zmorem več, ali pa res sem utrujena, čeprav sem mislila, da bo šlo čez, ne zmorem. Kako zdaj ne, če si pa zdaj sem pa je že vzburjen, kaj ne pa zdaj naredim, zdaj je pa treba, tudi zato enega pritiska nasilja, da pol še totalno zablokira telo. V bistvu obe situaciji zahtevata precej zrelosti na obeh straneh. Ja, itak. Pa tudi sploh žensko telo, moški je takoj pripravljen za spolnost, medtem ko žensko telo mi zelo rabimo, tudi prej velike nevarnosti, velikega občutka, da partner je z nami, da nas res sliši. Velikokrat mi pari povejo, kar je žalostno, midva se ne objemava več, Zaradi tega, ker kadar se objemava, on dobi željo in takoj dobi signal, objem pomeni spolnost. Jaz bi ga pa včasih rada sam čutila in ga pa rajš niti ne objamem, ker nisem prepričana, a mu bom lahko pol dala tudi spolnost ali ne. Takoj prijejo pričakovanja zraven in se nehajo objemati. Čeprav ženske to zelo rabimo, ženske rabimo, ne vem, časih sam 10 minut, biti v objemu, da se naše telo umiri, da začutimo varnost, da lahko sploh začutimo, da pride polno ta želja po nekaj več, po bližini, po intimi. Kako pa recimo osebna izpolnjenost človeka, to, da recimo mi v življenju delamo stvari, ki jih radi delamo, smo poklicno izpolnjeni, recimo imamo hobije, ki nas izpolnjujejo, kako to vpliva tudi na naše doživljanje spolnosti? Ja, saj sva rekli, z vsem smo tam, z vsem, s hobiji vred, z idejami, željami, sanjami, razočaranji, z vsem res, se ne zavedamo, pri večini, zaradi tega, ker nas o tem ne učijo, ker se o tem ne pogovarjamo, sploh ne vemo, koliko je naše telo dojemljivo in koliko smo z vsem tem, kar mi smo, kar živimo, kako se počutimo, smo mi zmeri vsakič v postelji, v spolnosti. Ne moreš tega skriti.
In tudi, ja, to gre tudi zraven zelo s to samozavestjo. Če se vse dobro počutim, grem z večjim veseljem poiskati tiste športe in hobije, ki mene izpolnjujejo. Bom si najdla verjetno tisto službo, kjer se bom počutila srečno, izpolnjeno. In je to tako krog, ki en drugega polni. Čaroben krog, ne začaran, ampak čaroben krog. Ja. Se pravi, delam, kar me veseli in to me še bolj veseli in me še bolj napolni. In valjda bomo to veliko lažje prenesli pol tudi na ostala področja oziroma spet tudi nazaj na spolnost. Kako bi pa komentirala, zdaj vem, da to ni čist... In tudi spolnost, oprosti, še to. In tudi spolnost, če imamo zadovoljujoč odnos, to tudi velikrat slišimo, moški so zelo dobri v temu, da znajo povedati, pardon, jaz sem zdaj tako iskrena, ampak rečejo, ta je zafrustrirana, ker ga že ne vem koliko časa ni dobila. To moški zelo znajo. Slišimo, Pa naj bi se ženskam to videli celo na obrazu, ta pa je, vse vemo, kaj. Kaj rečejo, A so to res vidno na obrazu? Jaz zdaj teh žensk nisem preverjala vseh. To je zdaj res, ali ne? Ampak jaz hočem to reči, da sigurno to, da si zadovoljen doma, da si zadovoljen v spolnosti, si je čez tebe ven, si je skozi obraz in lahko to prenesemo pol tudi v življenje. Ja, tako ponavadi slišimo, ta je pasja, ta sigurno že dolg časa ni seksala in potem je tudi navzven ne tako zelo prijazna. Mislim, spolnost je, spet sva tam, spolnost je sproščanje, je relax, je, kaj so že rekle od začetka, reset. Reset, ja. In če doživiš recimo enkrat na dan ta reset, veliko lažje boš ohranjal neko dobro voljo, sproščenost, kot pa če doživiš tak reset enkrat na, ne vem, 5 let, Zdaj pretiravam, ampak, zdaj tukaj zaključite, kolikrat na teden seksati? A je to zdaj, mislim, se zavedam, da tega ne moreš posplošiti pri vsakmu paru, ampak kaj? 2-krat, 3-krat, vsak dan? Ne vem, kaj bi rekla? Zdaj spet odvisno, kakšno spolnost imata. A je to za 10 minut, to, da se midva zvečer pomiriva in zaspiva, ali je to res neka spolnost, ki je doživetje. In če je to doživetje, ne vem, takrat traja 3 ure, 5 ur, kaj jaz vem, da se res si vzameta. Vikend za ležanje v posteli? Recimo, te to sigurno izpolne za dlje časa in se laže še, ne vem, v petek spomniš, kako je bila pa ta vikend, koliko je bilo lušten, kaj koliko sem se sprostila, koliko sva se povezala, nas spomne lahko še par dni. Če pa je to tisti 10 minut zvečer, je pa ponavadi, mislim, je pa mine, lih to, ko mine orgazem, že pozabiš, da je karkoli bilo, že zjutraj že ne veš. Se pravi, da boš, da manjkrat, pa takrat bolj izpolnjujoče, kot pa da vsak dan ali pa večkrat na dan, pa da te kar malo izčrpa oziroma ni zadovoljujoče. Ja, jaz bi rajš tako rekla. Ampak se vemo, da tudi to ni zmer, ni idealnega scenarija, da prekala enkrat na mesec in takrat bo vsakič vrhunsko, ker pač ni. Vse to pričakovati, recimo, če smo navajeni z nekom seksati, da je vedno fajn, to ni realno, da je vedno isti feeling dober. Mislim, pol nekaj ni iskreno tam, ne more biti, ker tudi mi nimamo vsak dan dobrega dneva, razen če smo neiskreni, ali pa če se ne začutimo. Če pa se začutimo, pa vemo, kaj vse vpliva na nas, pa vemo, da en dan smo boljše volje, en dan smo, niti ne vemo, zakaj smo kar neki razdražljivi, so pa dnevi, ki si, mislim, vse to vpliva na nas. In tudi, če pa združimo 2 osebi, ki je vsaka po svoje dojemljiva, itak, da je nerealno. Mislim, pa spet, kaj je dobra spolnost? A je dobra spolnost, kaj, samo to, da pride do orgazma, ali je dobra spolnost, ker dobra spolnost ne bi bila nekaj, da je uživanje cel čas. Vsak trenutek, od začetka do konca, da ni, pač tisto orgazem je pol, res še pika na i. Češnica na vrhu. Pač je toliko več intenzitete, v tistem momentu, ko doživiš orgazem, ampak uživanje je pravzaprav celotna spolnost, od prvega dotika do zadnjega. Jaz bi rekla, da je še celo ta proces, da deva še malo počakati, ker je tako fajn, da ne bi še takoj. Če se zmoramo sprostiti in uživati. Seveda, to je pa predpogoj. Eva, hvala. Z veseljem. Na tej točki bova naredili piko
končali sva s češnico, narediva piko. Najlepša hvala, Anja, za vabilo in za res prijeten pogovor. Po tem zanimivem uvodu pa zdaj razbijemo še nekaj mitov o spolnosti. Maša Bunderla, me veseli, da si tudi ti prišla k nam na Koroško. Hvala za povabilo, veselje mi je. Maša Bunderla, ti si pa, bom kar prebrala, ker imaš, bom rekla, zame kot laika zapleten naziv, psihosocialna svetovalka za spolnost in partnerske odnose. A sem prav povedala? Ja, jaz sem v bistvu v originalu socialna delavka, ampak ko pridobimo naziv socialnega dela, smo psihosocialni svetovalci. Tako da se pa v bistvu ukvarjam s temami povezanimi s spolnostjo, tako da lahko rečemo tudi tako. Ok. Ti si magistrirala na temo mitov o spolnosti. Res je. Okay. Kateri mit si najraje razbijala, recimo? Jaz sem v sklopu svoje magistrske naloge se ukvarjala z miti o prvem spolnem odnosu, o samozadovoljevanju oziroma masturbaciji, o pornografiji in o spolni želji. Prav tako sem pa pogledala tudi en vidik spolne vzgoje, ker se ta zelo dobro povezuje oziroma pokaže, zakaj ljudje verjamejo v določene mite. In kateri vidik ti je zdaj trenutno najljubši? Trenutno mi je najljubša spolna želja. Zakaj? Zaradi tega, ker se mi zdi, da smo zelo podhranjeni v znanju na področju spolne želje in je to tudi en tak vidik, ki je zelo pomemben za partnerske odnose in se mi zdi, da če ljudem damo znanje, naredimo že en pomemben korak k temu, da se potem tudi v odnosih počutijo bolje. Kaj v bistvu sploh je spolna želja? Mislim, tako se ti zdi, da ok, se vem, kaj je spolna želja, ampak kaj je vse zadaj za njo? Marsikaj lahko so neki individualni vidiki, kot so hormoni, počutje, vse lahko so medosebni vidiki, se pravi, kako se mi počutimo v partnerskem odnosu, kakšen odnos imamo, a smo v konfliktih in potem še družbeno-kulturni vidiki, na kakšen način družba govori o spolnosti, kako gleda na to, ampak mislim, da bova danes tudi še nekaj teh mitov razbili. Res je. Hormoni, to se mi zdi ful zanimivo, ne? Ker pri ženskah je tako, ne, da pravijo, da ženske smo ciklična bitja, ne? In vsak teden, meseca prevladuje recimo nek hormon, nekega je več, nekega je manj. In jaz recimo največjo spolno željo čutim v času ovulacije. Ja, to je pogosto ženske pravijo. Jaz mislim, da je to tudi evolucijsko, zaradi tega, da ohranjamo našo vrsto. Ja, seveda, ja. In ja, tako da velikokrat slišim to, ni pa pogoj, ker ljudje smo si različni, različno čutimo spolno željo, tako da ja, je pa definitivno eden od možnosti. Ok. Nekje sem prebrala, da te je bilo včasih sram, ker si tako seksualna oseba, danes pa si ponosna na to, ker v bistvu ti to pomaga živeti svoje poklicno poslanstvo, pa tudi verjetno zasebno ti to prav pride, ne? Definitivno. Sicer, ko smo mali, nismo še v stiku s spolnostjo, oziroma glede na to, da živimo v zelo seksualiziranem svetu, nas bombardirajo iz raznih strani, ampak ko si mali rečeš, jaz bom pa zdravnica, jaz bom odvetnica, mogoče astronautka in še ne razmišljaš o tem. Potem, ko sem pa prišla bolj v najstniška leta, pa ko sem bila mogoče tudi že malo bolj v stiku s spolnostjo in njenimi temami, me je bilo pa dejansko sram. Mogoče zato, ker se nikoli v moji družini ni govorilo o spolnosti na tak način, kar jaz, naprimer, zdaj govorim o spolnosti, bolj humornega, hudomušnega vidika. Verjela sem v številne mite in nasplošno tudi v naši družbi je spolnost še taka zelo stigmatizirana tema, kar je definitivno vplivalo tudi name. Sprememba se pa potem, mogoče največja sprememba zgodila takrat, ko sem začela študijam socialnega dela in začela raziskovati vidike človeka bolj celostno in se mi je takrat zazdelo, da je spolnost neka tema, ki živi z mano. Ja, super, to se mi zdi fajn, da o tem res odkrito govorimo. Bi pa mogoče tako pomislila, ne, tvoj partner, saj se lahko tikava, ne? Seveda. Okay. Tvoj partner, ne, mogoče bi kdo rekel, ja, kaj pa si partner doma misli, neko njegova žena, a sta že poročena? Tako, sta poročena, ja.
tako odkrito v javnosti recimo govori o tem. Ne? Se verjetno ne bi mogla imeti partnerja, če ne bi bil isto tako zelo sproščen okrog tega. Tako je, ja. Jaz v bistvu sem se v področje spolnosti usmerila tudi šele, ko sem bila z njima. Ne? Jaz prej se nisem. In je tudi on zelo velik del tega, on me podpira, on je ponosen name, rad se pohvali. Tako velikrat tudi sliši, vidva imata pa sigurno ful dobro spolno življenje. Vsi bi se radi o tem pogovarjali, ampak ne vejo, kako naj ga vprašajo. Tako da, me podpira, je zadovoljen, ni da bi kakorkoli čutila kakšenkoli sram ali pa zadržek. Se pravi, da v bistvu najbolj pogosta tematika vajna in potem vajnih odnosov z drugim je kaj? O spolnosti, a morata kar naprej potem svetovati parom, kako zdaj to izboljšati, ne? Ker jaz verjamem, da ljudi vse to zanima, ne? To je tako kao tabu tema, ampak ne, vsi smo krvavi pod kožo in vsi to živimo, ne? A je pol res, da se o tem kar naprej pogovarjata ali znata postaviti ločnico? Jaz gledam na spolnost bolj takega znanstvenega vidika oziroma berem veliko v spolnosti, medtem ko mojega moža ne zanima toliko ta vidik, vse te podrobnosti in razlogi in tako naprej. Ampak moram pa reči, da velikokrat se mi pa zgodi, da greva na kakšno druženje, zabavo s prijatelji in me kdo vstal in bi reševal svoje težave, se izpove. Tako da meni je sicer to fajn, jaz uživam v tem, kar počnem, ampak verjamem, da pa marsikomu pa to lahko rata naporno, ker v bistvu si nekje pa delaš. Zdaj, ko si rekla, da bi na zabavah reševali recimo tovrstne probleme, kakšne ženske pa recimo, oziroma kdo se obrača nate? Ne? Ti na svojem Instagram profilu tudi zelo iskreno deliš svoja mnenja, svoje znanje, vse je podprto tudi znanstveno. Kakšne ženske oziroma s čim pridejo do tebe? Kaj bi rade? Ni nekega enotnega profila, ampak jaz na Instagramu moram priznati, da največkrat dobim vprašanje v zvezi s tem, zakaj določena ženska nima spolne želje ali pa zakaj partner noče seksati. Zelo pogosto vprašanje je tudi to, kako naj doživim vaginalni orgazem. Tako da potem skupaj razbijamo mite, skupaj se pogovarjamo o kje bi lahko tičal razlog za to. Zdaj si fajn že navezala, dotaknila se še midve orgazmov z drugega vidika, vaginalni orgazem. To je v bistvu neka taka fama okrog tega vaginalnega orgazma. Zakaj? Zato, ker naj ga ne bi doživelo veliko žensk. Zakaj v bistvu ta vaginalni orgazem tako težko dosegljiv? Tukaj bi jaz mogoče poudarila to, da nekateri celo ne verjamejo, da vaginalni orgazem naj bi obstajal. Tudi v znanosti to še ni neka potrjena stvar oziroma se raziskuje, ampak ni ne potrjeno, ne uvrženo. Nekateri menijo, da gre v bistvu za posledično draženje klitorisa, ker marsikdo ne ve, da klitoris ni samo tisti fižolček, grahek, ki je na vrhu vulve, ampak sega daleč v notranjost in da gre v bistvu za posredno draženje. Ampak, kakor je veliko Freud naredil za področje psihoterapije, naprimer, je na področju orgazmov naredil škodo zaradi tega, ker je trdil, da je orgazem, ki ga ženska doživi s pomočjo draženja klitorisa, orgazem nezrele ženske, deklice, in šele ko ženska dozori, postane prava ženska, ona doživlja vaginalni orgazem. In dolga leta klitoris ni bil del učnega sistema. Mislim, da se ga je ponovno odkrilo šele leta 2005, kar je tako zaskrbljujoče. Tako da smo, kot sem že rekla, tudi zelo podhranjeni na področju spolnosti. Se pravi, če bi se zdaj ti sama mogla opredeliti, kateri orgazem je ta orgazem, ki naj bi ga ženska doživela oziroma je izpolnjujoč? En je vaginalni, potem imamo katere vrste še vse? Zdaj vrst naj bi bilo raziskano ni, ampak če gremo v mediji gledati, je tam okrog 12 različnih vrst. Ampak jaz se ne bi toliko rada osredotočala, kjer je tisti, ki je najbolj izpopolnjujoč. Jaz bi rekla, da je
najbolj izpopolnjujoč tisti, ob katerem uživamo, ob katerem smo lahko mi, ob katerem se lahko sprostimo, se pravi, ne glede na to, kako stimulacijo katerega dela telesa ga doživimo, samo da uživamo ob tem. Ampak lahko mogoče nam našteješ par teh orgazmov, ker jaz nisem vedela, da jih je toliko, recimo, ne? Ja, zdaj ženske poročajo, se pravi, stimulacijo klitorisa, G-točke oziroma vaginalni, bradavičke, kombinirani orgazem celega telesa in celo miselni orgazem, se pravi, brez stimulacije različnih delov telesa, le z našimi mislimi. Z mislimi. Okay. Bilo mi je zanimivo tudi, da si dolgo časa govorila, da je hlinjenje orgazma nekaj najslabšega, kar pri seksu lahko delaš, ampak danes se pa s tem ne strinjaš več. Zakaj? Ja, še vedno se v veliki meri s tem strinjam, ker če pogledamo razloge, zakaj ženske hlinijo orgazem, so največkrat to, da bi rade, da se čim prej konča, zaradi tega, ker v spolnosti ne uživajo. Drug najpogostejši razlog je ta, da ne želijo se pogovarjati o tem, oziroma jim je težko, ne želijo užaliti partnerja, ne želijo pogovora, mogoče celo ne vejo, kaj jim je všeč, o čem uživajo, o čem njihovo telo uživa. Ne? Ampak potem sem pa poslušala en podcast, kjer je avtorica knjige Good Sex napisala, da je delala raziskavo in da je ugotovila, da ženske hlinijo orgazem tudi zaradi tega, da povečajo svoje vzburjenje in svoj užitek. In da se dejansko zaradi tega potem večkrat zgodi, da doživijo orgazem, kar mi je bilo zelo zanimivo. Tako da zdaj je moje mnenje mečkan bolj niansirano, ni več čisto proti, ampak ker sem jaz med svojimi sledilkami delala raziskavo, mi niti ena ni rekla, da bi hlinila orgazem zaradi tega, da bi povečala svoj užitek, ampak to ne izpodbija možnosti, da se pa to mogoče lahko dogaja. To v bistvu malo začneš igrati, ne, v resnici. Daš se v neko vlogo, recimo, ne, in začneš, mogoče pa to bolj čutiti, ne. Ja, mogoče. Jaz bi se pa mogoče strinjala, ja. Ok, povedali sva, koliko različnih načinov orgazma, to me je ful presenetilo, nisem vedela, da jih je toliko. Ti pa tudi priporočaš parom za ponovno povezanost ali 6-sekundni poljub ali pa 20-sekundni objem. Ja, to je v bistvu tehnika, ki jo priporoča John Gottman. In mogoče še boljš, kot 6 sekund je mečkan več, ampak v bistvu gre za to, da ko enkrat začnemo zvezo, smo igrivi, več dotikov, poljubov, povezanosti. Potem s časoma pa mogoče malo se izgubimo, vse bolj postane bolj rutinirano, ni več toliko dotikov, če pa so že, pa te pogosto vodijo v seks. In tudi zaradi tega potem marsikdo se tem dotikom izogiba. Kljub temu so pa dotiki še vedno en zelo pomemben del partnerskega odnosa, ne? Sploh tisti, ki ne vodijo v seks, da ni nekega pričakovanja. In zato jaz parom, oziroma midva s partnerjem to prakticirava. Torej zvečer, ko si umijeva zobe, si namenva 10 minut samo zase, ker v napornih delovnikih, ki jih imava, je to še kako taka dobra praksa. In se potem poljubljava obvezno, brez pričakovanja, da bi to mogli voditi v seks, oziroma mava prepoved, da kadarkoli to vodi v seks. Ravno zaradi tega, da ni tega pritiska, da se mora to zgoditi. Tako da v bistvu je to neka taka rutina. Zdaj vsak par mora zase najti, kaj je tisto, kar paru ustreza, ampak za naju je to tisto, kar deluje. Ja, se to je zanimivo, ja, da se prav zmeniš, ne, da v bistvu zdaj se bova poljubljala, ne, ker ponavadi potem to poljubljanje, ne, vemo, kam vodi, ne, ampak samo poljubljati se, ker v bistvu se kar malo ne znamo več sam poljubljati, ne. Ja, oziroma v tem hitenju kar malo pozabimo na to. Ok, še ena stvar, ki sem jo prebrala na tvojem profilu, pa mi je bilo tudi zelo zanimivo. Povprečen zdrav odrasel moški vsako noč doživi od 3 do 5 erekcij in to naj bi bilo normalno zdravo. Če tega ni, je to že nek znak za alarm. Ja, zdaj jaz moram tukaj poudariti, da jaz nimam medicinske izobrazbe, ki bi bila bolj primerna, da odgovarja na to vprašanje, ampak dejstvo je, da naše telo
že mogoče mnogo prej, kot mi dejansko vemo, da se kaj dogaja v ozadju, nam zna to povedati. Mi moramo le znati telo poslušati. Ne? In zdaj je dejstvo, da s starostjo se hormonsko stanje v naših telesih spreminja, pri moških predvsem znižuje raven testosterona, in tam do 50. leta naj bi bile nočne erekcije normalen del. Tukaj tudi vidimo, koliko pomembno je, da mi poznamo to, da erekcija ni nujno vedno ti znak vzburjenosti, je tudi znak nekega zdravja. Tako da ne bom zdaj rekla, da je to vedno opozorilen znak, ampak mogoče je pa pametno, da če daljše obdobje, par mesecev, nimamo več nočnih erekcij, da se gre to preveriti, ker študije kažejo, da bi bil to lahko znak za krvnožilne bolezni, tako srčno-žilne. Pa se lahko na tej točki, če sva že ravno pri erekcijah, dotakneva še dolžine penisa. A je to res tako pomembno? Pri moških radi slišimo, mislim, sploh tisti, ki imajo, so bolj obdarjeni, če tako rečem, sej to je pa fajn za punco. Tisti, ki niso, molčijo, ampak a je to res pomembno? Dolžina, da lahko naredi tako razliko. Ja, je veliko fame okrog dolžine in zlagala se bom, če bom rekla, da ni med nami žensk, ki jim je dolžina pomembna. Nekaterim je pomembna dolžina, nekaterim obseg, spet tretjim nič od tega. Ampak veliko bolj kot dolžina je pa pomembno to, da mi znamo biti tu in zdaj z našim partnerjem, dinamika odnosa, ki jo imamo, kakšni dotiki, ker kaj nam bo orodje, če orodja ne znamo uporabljati. In tudi v pogovoru z ženskami, ravno pred kratkim sem na Instagramu odprla to temo, so ženske veliko večkrat rekle, da so jim bili boljši ljubimci tisti, ki imajo povprečno ali pa podpovprečno velik penis, ravno zaradi tega, ker so bili odzivni, znali so jo poslušati, opazovati in se ji posvetiti. So se bolj potrudili, potem na nek način. Ok, zanimivo. Še tale mi je bila tudi zelo zanimiva. Toliko jih je, da sem si jih mogla zapisati, ker si nisem vse zapomnila. Deviško kožico se predre, to imamo vsi nekje zadnji, prvi spolni odnos je pa, deviška kožica predrta. Ampak to v resnici sploh ne drži? Ja, res je. Mit o himenu oziroma deviški kožici je en tak mit, ki je škodoval številnim ženskam po svetu, predvsem v preteklosti, ponekod pa še danes. In sicer ljudje verjamemo, da je himen oziroma deviška kožica kakor neka taka kapna, ki jo je treba ob prvem penetrativnem spolnem odnosu predreti. Ampak v resnici, če ima oseba tak himen, kakor mi mislimo, da ga ima, mora ta oseba največkrat na operativni poseg, zaradi tega, da menstrualna kri lahko uteka. V resnici so himeni najrazličnejših oblik, z eno luknjico, več luknjicami in tako naprej. In ne gre za to, da se ta predre, ampak delno raztrga. Zakaj pa je ta mit škodoval ženskam po svetu? Zaradi tega, ker se je verjelo, da mora ženska biti nedolžna do poroke in da na poročno noč potem moški, ta novopečeni mož, to kožico predre. In če je ženska izkrvavela, je bilo to vidno na rjuhi. In tako so vedeli, ali je ona imela spolne odnose pred poroko ali ne. In ponekod so še celo te odeje potem obešali pred hišo, da je cela vas videla, da naša hčera je pa bila nedolžna. Nekje so šli še toliko daleč, da so bili celo zraven, ko sta imela prvi spolni odnos. Tako da se je potem ugotovilo, da ženska je že imela oziroma ni krvavela, pa je bilo mogoče včasih je celo krivica storjena, je bila ponekod lahko celo kaznovana smrtno kaznijo. Tako da je to en tak mit, ki je zelo škodoval. Ampak zakaj pa v bistvu, kljub temu, da je himen drugačen, kot mislimo, zakaj ženske krvavijo, gre za to, da se ta himen še vedno lahko delno pretrga in pogosto nimamo ob prvem spolnem odnosu ustreznega znanja. Ženska je
ne samo ženska, ampak pri ženski se to veliko bolj pozna pod stresom, mišice medeničnega dna so zakrčene, ni mogoče dovolj navlažena in se lahko tudi poškoduje nožnična stena in tudi zaradi tega lahko krvavimo. Tako da, ja. Zdaj, če se jaz vrnem nazaj, ne bom zdaj povedala glih čisto natančno let, no, ampak jaz se zelo dobro spomnim tega prvega spolnega odnosa in ja, jaz sem imela v glavi, da ja, pri prvem spolnem odnosu pa krvaviš, ampak jaz se spomnim, da nisem, ne. In mi je bilo malo čudno, ne, pa zdaj to, ne, da jaz pa ne krvavim, ne, ker nekatere pa so. Ok, zdaj vem, ne. Ja, in tudi jaz sem, ko sem izvajala intervjuje za svojo magistrsko nalogo, mi je prav ena sogovornica rekla, da ni krvavela in da jo je zato partner obtožil, da ni devica. Da ni devica, in da je bilo takrat zelo težko. Tako da to je v bistvu še vedno tako zelo zakoreninjeno prepričanje v naši družbi. In nam dela škodo, predvsem ženskam. Ok, zdaj vemo, to ni to. Zdaj vemo. To ni to. Ok, še nekaj mitov, ki jih bova naslovili. Spolna želja pri moških je vedno visoka. Ne. Zdaj moramo vedeti, da načeloma je več razlik med skupino moških, kakor če naprimer primerjamo moške in ženske. Bolj se razlikuje torej spolna želja med skupino moških, kakor če primerjamo obe skupini, a ne? In tako kakor na žensko spolno željo, tudi na moško lahko vpliva marsikateri dejavnik, od stresa, preobremenjenosti, težav v partnerskem odnosu, tudi hormoni, čeprav hormoni so veliko bolj redko razlog, kakor si mi dejansko mislimo, ampak vse to pride življenjska obdobja, pride kakšna smrt v družini in je popolnoma normalno, da spolna želja ni vedno visoka, ne? Ampak sploh moškim se mi zdi, da mediji delajo zelo veliko škodo, ker jih predstavljajo kot tiste, ki si vedno želijo spolnosti, ki so takoj pripravljeni in velikokrat se dejansko tudi zgodi, da moški, ravno zaradi tega, ker so bili tako naučeni, ves čas dajo pobudo, izražajo to, tako da... Ja, če je kaj narobe z njimi, ne? Če ne čutijo recimo te želje. Ja, zaradi tega, ker nimajo dovolj znanja in dejansko mislijo, da je z njimi kaj narobe, ne? So pa tudi moški bitja, ne? Bitja, ja. Ok, starostjo spolna želja izgine? Ne, definitivno ne. Seveda, ja, hormonsko stanje se spremeni, moškim začne upadati testosteron, ženske pridejo v menopavzo in so neke določene spremembe, vsekakor pa te niso pogoj oziroma ni pogoj, da izgubimo spolno željo, ne. Ponavadi ženske, ko se sprostijo, mečkam bolj vzljubijo svoje telo, ni jim več to pomembno, a ima malo celulita ali prsi, visi vsaka v svojo stran, ne? Otroci grejo doma, več je časa in dejansko ljudje imajo spolne odnose tudi v starosti, a ne? A bi pokomentirala še tole trditev, jaz sem večkrat že zasledila, da nam spolni užitki pomagajo pri manifestaciji obilja. Kako bi to komentirala? Zdaj, jaz se moram priznati, da v to področje iz tega vidika ne spuščam, ampak definitivno je spolnost področje, čez katerega lahko marsikaj prinesemo v svoje življenje. Ne? Spoznavamo sebe, spoznavamo svet okrog sebe, spoznavamo svojega partnerja in če je to način, kako manifestiramo obilje, a ja, zakaj pa ne? Gre v bistvu konec koncev, ne? Spočnemo otroka preko spolnosti, ne? To je res kreacija. Ne? Če lahko to naredimo, verjetno lahko naredimo tudi še kaj drugega v življenju. Ne? Če smo že glih pri kreaciji otroka, spolnost po rojstvu otroka. Ja, to je tudi ena taka tema, ne, ki buri duhove, ne, marsikaj se spremeni. Ja, dejstvo je, da bi bilo čudno, če se ne bi spremenilo, ne, zaradi tega, ker ko pride otrok v družino, se spremeni tako dinamika partnerskega odnosa, ker naenkrat ni več partner tisti prvi, nimamo več toliko časa, pride utrujenost, neprespanost, hormonsko stanje, dojenje in vse to potem vpliva na spolnost in ne samo spolnost, na splošno partnerski odnos. Tako da je popolnoma normalno, da se zgodijo spremembe in
treba se jim je prilagoditi. Ja. Prej kot se jim prilagodimo, lažje je. Ne več opevati unga stanja pred, ne, ker življenje se spremeni seveda s prihodom otroka. Ja, ampak to ni nujno, da je slabše. No, to sem hotela ravno reči. Jaz imam ravno nasprotno izkušnjo, recimo, ne, da se je spolnost po rojstvu hčere dvignila na nek nov nivo, ne? Čist drugačno občutenje, ker se tudi spodaj stvari spremenijo, ne? In v bistvu ni nujno, da je slabše, lahko je tudi zelo boljše. To, ja. Aha, okay. Ma to kakšno znanstveno podlago, ali ne vem, ali je to čisto odvisno od posameznika? Moram reči, da se nisem pretirano poglabljala v točno ta vidik. Okay. Ampak ja, definitivno se spremenijo stvari, ne? Ker maternični vrat naredi svojo, naredi veliko stvar. Tako da, ja, jaz mislim, da definitivno obstaja tudi literatura na to temo, ampak kot pravim. Okay. Monogamija človeštva, ne vem, kako bi se prav izrazila, to se tudi kar naprej sprašujemo. A smo lahko samo z enim partnerjem do konca življenja? A je to naravno ali ni? A so kakšne znanstvene raziskave na to tematiko narejene? Moram reči, da sem si šla pogledati raziskave na to temo, preden sem prišla sem, in ni nekih jasnih dokazov, da bi naprimer že v prazgodovini ljudje bili monogamni ali pa poligamni, oziroma nemonogamni, a ne? Tako da dejansko ne moramo trditi, ampak je monogamija tista, ki služi naši družbi, ne, zaradi tega, da lahko skrbimo za otroka. Bolje praktično, dejansko cela naša družba je narejena za monogamijo. Ne. Tako da jaz ne bom trdila, da smo evolucijsko monogamni, ampak je življenje lažje, če smo monogamni, ampak če bi bili pa izključno monogamni, se pa verjetno ne bi prevare dogajale. Dejstvo je, da tudi če smo v partnerskem odnosu, se zgodi, da nam je lahko nekdo drug privlačen, ampak potem pa se je treba začeti poglabljati v partnerski odnos in pogledati, kje nam mogoče kaj manjka. Kaj se dogaja. O tem sem tudi zasledila, da si pisala, ne? Da ni nič narobe, imam prav v spominu, ne? Nič ni narobe, da pogledaš koga drugega, ali sem to kje drugje, ne? Ja, jaz mislim, da če smo o tem zmožni s partnerjem govoriti, da je to kvečem prednost, kakor slabost, ne? Ampak je pa res, da kakor jaz opažam pri ljudeh, je še vedno kar veliko ljubosumja, ampak če pogledamo potem vase, pa se vprašamo, zakaj me toliko moti, če je partner pogledal nekoga drugega. Pa zdaj govorimo res o takih mogoče zelo banalnih stvarih, da sediva na kavi, pa on pohvali, poglej, koliko ima pa ona lepo obraz, ali pa koliko ima lepe noge, ne? Zdaj čist vizualno. Ne? Da velikrat to izhaja iz naših negotovosti. Ne? Vsaj, naprimer, če pogledam vase v preteklost svojo, je to definitivno izhajalo iz mojih lastnih nesigurnosti, ki sem jih imela. Jaz bi se za konec vrnila še k tebi. Na začetku si rekla, ja, včasih te je bilo sram, da si tako seksualna oseba, in rekla si, da se v družini niste kaj preveč pogovarjali recimo o tem. Kako pa danes, zdaj tvoja družina, recimo, ok, partner si že povedala, da je ponosen nate, da se s tem ukvarjaš, kako pa ne, tako samozavestno, javno, odkrito, pristno govoriš o tem, ne? Tudi o sebi, o svojih željah, o svojih potrebah in nasploh. Kako to gleda tvoja družina zdaj, recimo? Ja, jaz moram reči, da res, da se nismo veliko pogovarjali, ampak moja družina je še vedno zelo odprta družina. Okay. In je tudi to potem razlog, da me podpirajo, da so ponosni name. In moram reči, da sem res hvaležna, da imam tako družino, da me na tak način podpirajo in ja, da lahko živiš to, ne? Ja, da lahko živim svoje sanje. In jih delim tudi z njimi. Tudi preko mene sta se oba starša veliko naučila. Tako da, ja,
Ona dva sta me učila do tega, da sem odšla iz gnezda, zdaj sem pa na vrsti jaz, da tudi jaz njiju kaj naučim. Pa ne samo njiju, tudi Slovenke, Slovence, ker se mi zdi, da v Sloveniji še vedno o tem, ker tako najraje govorimo nekje za 4 stenami, pa še tam, kot vidimo. In ni veliko terapevtov, vsaj javno, ne vem za njih, da bi razbijali tabuje o tem in govorili. Ne. Jaz celo velikokrat slišim, da recimo ženske, s katerimi sodelujem, mi velikokrat povejo, da hodijo na terapije, ampak da si tam ne upajo odpirati te teme, ker imajo občutek, da psihoterapeut noče odpirati teh tem, da je zaprt. Tako da, ja, moramo še kar veliko narediti na... Pa morajo iti kevi, ne? Tako je. Ki odprto govorijo o tem. Mogoče za konec res eno tako sporočilo, ker danes mi dve zelo odprto o teh tematikah govoriva, kaj bi položila na srce Slovenk, Slovencev, zakaj se o tem pogovarjati, zakaj naj bo mogoče to tema za pri nedeljskem kosilu, da se ne pogovarjamo več o politiki, ampak se začnemo pogovarjati o seksu, recimo, ne? Ja, se tudi seks je lahko zelo političen, ampak v resnici, ja. Ampak ja, jaz mislim, da prvi korak je ta, da moramo imeti odprt da moramo biti odprti in dati priložnost, da se kaj novega naučimo, da kaj novega zvemo, ker ne le, da bomo se mogoče mi počutili dobro, naši odnosi bodo bolj izpopolnjujoči in mogoče naša spolnost tudi bolj zadovoljujoča in marsikatere pozitivne koristi lahko prinese to v svet. Pa to opažaš zdaj pri svojem delu, ne? Ne vem, mogoče stereotipno zdaj mislim, ampak mlajša generacija bolj odprto sprejema te tvoje tematike? Kaj v bistvu, kako dojemaš ta slovenski trg, recimo, na tem področju? A se odpiramo ali smo še zmeraj malo tako? Jaz trenutno res ne vem, ker včasih se mi zdi, da so mlajše generacije celo na nekih področjih še bolj konzervativne. Ampak definitivno smo pa nek korak že naredili. Že to, da imam jaz profil, ker ima, ne vem, 4000 sledilcev in odprto govorim tam o spolnosti in zelo redko dobim tako imenovane hate komentarje, je že zelo, zelo velik korak. Se mi zdi, da je zelo tukaj odvisno, na kakšen način govoriš o spolnosti. Če govoriš strokovno, ne vulgarno, je to drugače, kakor obratno. Zdaj mi mogoče na misel pride še, ko omenjava mlade, ali pa ne vem, zaradi porasta tehnologije, socialnih omrežij. Večkrat slišimo, da se mladi se pa sploh ne bojo znali več družiti, kaj šele, da bi šli v partnerstvo, kaj šele, da bi doživeli neki izpolnjujoč spolni odnos. Kakšno vlogo tukaj igra tudi recimo pornografija, ne? A bojo neke mlajše generacije potem živele samo ob tem, da si bodo ogledale kakšen tak film za odrasle? Mogoče, kaj bi tukaj rekla? Ja, jaz upam, da ne bo vodilo tja. Sicer raziskave kažejo, da imajo mladi redkejše spolne odnose, kakor starejši zdaj. Kar se pa tiče pornografije, je pa ta postala že zelo velik del mladih. Veliko mladih se uči o spolnosti prek pornografije, kar je lahko zelo problematično. Tako da je tukaj spolna vzgoja tista, ki bi mogla biti bolj razširjena in bi jo mogli bolj vključevati v izobraževalni sistem, učiti starše, kako nuditi ustrezno spolno vzgojo svojim otrokom, ker definitivno pornografija nima mesta tu. Se pravi, da v bistvu se z najstniki želi že prej začeti pogovarjati doma? Jaz prisegam, da že od samega začetka, ko otrok začne razumeti pa govoriti, da se začne odpirati teme, kot so osebni prostor, soglasje, meje, anatomija, da otrok ve, kje se ga drugi ne smejo dotikati, ker raziskave kažejo, da otroci, ki jih starši učijo o teh stvarih, so bolj redko deležni nekih spolnih napadov. Tako da je to tudi en tak zelo pomemben vidik, ki bi ga starši mogli ozavestiti. Pa tudi recimo, če vidijo otroka, da se samo zadovoljuje, eni to začnejo že zelo kmalu. Kdaj je recimo, ne vem,
3-4 leta, ne vem, tudi začnejo že, ne? Zadnjič sem brala en članek od ene slovenske ginekologinje, ki je v bistvu razlagala, da se otroci dotikajo sami sebe že v maternici. Ampak, ja, potem pa zelo hitro se začnejo samo zadovoljevati oziroma dotikati. Ampak otrok ne pozna konteksta, kot ga poznamo mi. On ne razume, da gre to za seksualnost. Njemu to ugaja in on to zato počne. In tukaj starši velikokrat naredijo napako, zaradi tega, ker otroka okregajo. S tem pa lahko to pusti posledice še davno v odraslost, da ima oseba potem predsodke pred samozadovoljevanjem, sploh kaže se potem tudi na spolnosti, ker naše telo je dejstvo, da si zapomne stvari. Kaj pa, kako reagiraš, ne? Recimo, če vidiš, da se malček že v bistvu začne recimo dotikati, a mu rečeš, ne vem, joj, tega pa, veš, lahko delaš to doma, ne smeš pa v vrtcu ali pa nekje zunaj, ali kako reagiraš? Jaz mislim, da je to zelo dobro, da otroku poveš, da je to nekaj, kar počnemo v zasebnosti in da se to ne počne v vrtcu ali pa kjerkoli drugje na javnih prostorih. In da potem tudi odraščajočemu otroku, ko pride v neka najstniška leta, tudi če sam recimo ne začne spraševati, je prav, da starši sami odpremo to tematiko. Ja, meni se zdi, da je prav. Da je prav, da v tem. Ampak to je že debata potem za naslednjič. Celo ura. Ok, Maša, najlepša hvala. Jaz zelo rada spremljam takšne profile, kot je tvoj, tudi na Instagramu in tudi drugje. Veseli me, da o tem odprto govorimo in veseli me, da si danes spregovorila tudi z nami. Hvala. Hvala za povabilo, veselje mi je bilo in se mi zdi zelo pomembno, da odpirate te teme, tako da se veselim poslušanja. In še kdaj? Seveda, z veseljem.